V sokovnik ali mešalnik vržemo zeleno, kumare, korenček, ki bodo očistili naše telo. Prečisti nas tudi rdeča pesa. Zaradi tega, ker ima ful betaina in pa tudi železa, ki spodbuja presnovo maščob in pa holesterolove maščobne kisline. Hkrati tudi spodbuja čiščenje jeter, ledvic. Ker smo med prazniki zaužili tudi preveč slane hrane, so celice zasičene z natrijem. V celico moramo vnesti, pospešiti moramo dovajanje kalija, kajti kadar je kalij v celici, takrat je celica lahko tudi kisikova. Takrat pride tudi kisik v celico in šele takrat celica optimalno deluje. Tisti, ki ste bolj grešili, torej zdaj uživajte velike količine krompirja, zelja, repe, špinače, blitve in stročnic. Naj pa ne posegajo po nobeni predelanju, naprej pripravljeni hrani, izpustijo naj vse sladkorje, živalske izdelke, predvsem mleko, mlečne izdelke, ker močno zakisajo in zasičijo naše telo. Ljubljanska tržnica danes. Ljudje so kupovali velike količine sadja in zelenjave. Se boste lotili kakšne diete? Ne. Ne? Se niste nič zakisali? Ma nekaj zelo, no, ampak se sproti čistim. Ne, v bistvu jaz kar skozi konzumiram sadje in zelenjavo. Čiščenju telesa veliko pripomore tudi telesna vadba, vsaj 3-krat tedensko po pol ure. Navadno smo ljudje decembra malo bolj leni. Z novembra na december, tudi po svetu, tudi v Sloveniji, nekje 10–12% pride do upada obiska. Z januarjem potem za 20, celo več kot 20% glede na december ta obisk raste, ne? V prvih dneh januarja sicer povečanega obiska še ni zaznati, je pa, kot pravijo v fitnesu, veliko povpraševanje za programe hujšanja in preoblikovanja telesa.